rečemo, da smo parafirali socialni sporazum. Parafa pomeni, da se pogajalci seveda strinjamo s tem, kar smo pogajali, je pa seveda stvar organov, ki bodo odločali o končnem podpisu socialnega sporazuma. To naj bi se zgodilo približno 2. februarja, da bi bil ta slavnostni podpis. Bi pa izpostavila predvsem to, da naša država ni imela podpisanega socialnega sporazuma od leta 2009 dalje. Torej za celotno obdobje krize se socialni partnerji in vlada nismo uspeli dogovoriti o kompromisnih rešitvah za izhod iz krize in predvsem nismo bili do danes sposobni tega dogovora, kompromisa in danes s tem podpisom kažemo, da gradimo zaupanje med seboj, da iščemo kompromisne rešitve v dobro vseh državljank in državljanov. To je najpomembnejša vrednost socialnega sporazuma, je to, da smo skupaj, da iščemo kompromis med praviloma različnimi, legitimnimi, vendar različnimi interesi kapitala in delavstva in da najdemo kompromis, za katerem lahko vsi verjamemo, da je dober za nas kot celoto, za državo. In predvsem gre za zaupanje. V času krize in vseh teh dogodkih, ki so se zgodili v Sloveniji, je bilo omajanje predvsem zaupanje med socialnimi partnerji. Po 16 krogah pogajanj, po 3-krat na teden pogajanjih, po več urnih pogajanjih, ki niso bila lahka, smo dosegli konsens o razumevanju drug drugega in predvsem zaupanju. Tako da bi se na tem mestu zahvalila vsem socialnim partnerjem, ki so do konca sedeli za mizo in svoje legitimne interese poskušali uveljavljati za mizo in ne kje drugje. Tako da res hvala vsem partnerjem za to, da smo prišli do parafiranja socialnega sporazuma. Zagotovo je parafiranje tega dokumenta že sam po sebi pomembno dejanje, nek prispevek vseh nas, ki smo delali na tem dokumentu, z neko željo, da bi vendarle določili neke temeljne cilje, pa tudi recimo poti, za katere bi rekli, ja, to je tisto, kar želimo nekako skupaj delati. Seveda ob neki stopnji zaupanja, ki je pač pomembna. Jaz sem prepričan, da v bistvu, ne da bi zdaj pocenil to delo, ki je opravljeno, sami ste kot novinarji in novinarke to spremljali, ampak v bistvu pravo delo je pravzaprav pred nami. Prava dejanja, ki naj dokaže to zaupanje, so pred nami. Jaz sem prepričan, da če bomo večji del tega naredili, bo to zagotovo pomemben prispevek k krepitvi socialnega dialoga, socialnega partnerstva. To je objektivno ena pomembna vrednota, more biti pomembna vrednota v tej družbi. V časih in razmerah, ko so ljudje oziroma nosilci oblasti v politiki praviloma vsi skregani po dolg in počez. Jaz nočem idealizirati tega teksta. Tekst je razumljivo izraz nekega razumnega kompromisa. Saj tekst bi bil drugačen, če bi pisali samo sindikati, tudi če bi pisali samo delodajalci svoj tekst, bi bil zagotovo drugačen. Mi tudi vemo, da vsega, kar bi radi vsak od nas v vsebini zapisali, se pač vedno ne da. Ampak ta papir v dobršni meri odraža neka naša pričakovanja. Tam, ker mogoče nismo uspeli, ker to je vedno realnost teh socialnih sporazumov, ta socialni sporazum v nobeni točki ne ovira, ne preprečuje socialnih partnerjev, da si prizadevamo naprej. Razumljivo na različne načine. Čim več preko socialnega dialoga, preko ekonomsko-socialnega sveta in še kako drugače, kot je pač v
naravi socialnih partnerjev. Za svobodne sindikate seveda tukaj več točk izjemno pomembnih. Nočem preveč izpostavljati posamezne, ker s tem bi pocenil marsikaj, ampak da ilustriram. Za svobodne sindikate je izjemno pomemben dogovor okoli plač, politike plač. Danes so delavci delavke na to občutljivi. Zelo pomemben je dogovor, da so temelj plačne politike, plačnega sistema, kolektivne pogodbe dejavnosti. Za nekoga je mogoče to samo po sebi umevno, pa ni tako. Iz mnogih evropskih inštitucij so prihajale direktno zahteve, da se nivo, temelj dogovarjanja okoli plač zniža na podjetniško raven. Tukaj smo vendarle skupaj z delodajalci obranili nek standard, ki more biti ohranjen. Tisto, kar smo pri plačah se dogovorili kot usmeritev, ker se bomo prizadevali, kajti kot rečeno, panožne kolektivne pogodbe, tam nastopajo enakopravno partnerji, delavci, predstavniki delavcev, delodajalcev, je vendarle usmeritev tega omizja, da moramo plače zavarovati z upoštevanjem inflacije. Tako rečem, za nekoga je mogoče ta številka zdaj okoli inflacije nizka, samo mi smo ohranili sistem. In pa, ja, in to je pomemben prispevek tega omizja, vseh nas, usmeritev, da pa plače ne rastejo z delom produktivnosti v panogi. To je pomemben premik, tako rečem, kajti v razpravah v Sloveniji pred tolikimi leti, ko smo vnašali problematiko produktivnosti, so mnogi temu nasprotovali, češ na ravni panoge to pa ne, pomembno je podjetniška raven. Ne, to je pomemben dosežek partnerjev v nekem razumevanju tega instituta, da naj plače tudi rastejo, seveda ne v celoti, to nihče ni zahteval, nikjer v Evropi praktično tega ni, v nekem pomembnem deležu. Seveda, nekaj skrivati, pri minimalni plači nismo sindikati dosegli tistega, kar smo v bistvu želeli. To je, da bi vendarle s temi dodatki naredili enkrat križ v tej obliki, kot je. Preprosto moramo poštevati neko realnost. Socialni sporazum je odraz soglasja, volje partnerjev. Pač tukaj v tem trenutku, v tem času delodajalci iz različnih razlogov tega pač niso dali, ampak socialni sporazum ne izključuje, ne prepoveduje, ni ovira sindikatom, da se še naprej prizadevajo za ta pomemben cilj. In to je pomembnost tega dokumenta, teh ovir, kar smo se bali, v tem dokumentu pač ni. Da sklenem, so mnoga tudi druga področja za sindikate pomembna, področje tudi pokojninskega sistema, mislim, da smo se dobre stvari dogovorili, področje zdravstva, kar se tiče varovanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, razčistili smo okoli pokojninskih reform, to, kar nas vedno vznemirjajo s temi svojimi zahtevami birokrati iz Bruslja, to so dobri dogovori, tukaj obstanem. Skratka, ta dokument je kompromis, je pomemben, končno oceno tega dokumenta pa bomo dali pri našem delu, ko se bo čas iztekal. Ampak gradili smo dve pomembni varovalki. Ja, že septembra letos bo avtomatično uvrščen na sej ESS-ja ocena, kje smo. To bo pressing, da rečemo v tem športnem žargonu, vsega tega, kar je zapisano. In naslednjo leto tudi septembra. Tako da pred nami je neka velika odgovornost in dosti težje delo kot to, kar smo ga do danes vložili v ta dokument. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz bi začel s tem, da je Združenje delodajalcev še vsako vlado do zdaj pričakalo z izhodišči za socialni sporazum. To pa zaradi tega, ker na Združenju delodajalcev Slovenije verjamemo, da je socialni sporazum tista najvišja oblika, tisti
bi rekel, krovni dokument, znotraj katerega poteka socialni dialog socialnih partnerjev in vlade z istim ciljem. Torej, socialni sporazum je dokument, kjer smo definirali cilje in pa politike za naslednje obdobje 2 let. Naši člani takšen dokument potrebujejo preprosto zato, ker njih ne zanima vsak dan, ali bodo dobili nov davek, ali se bodo prispevki zvišali, ali se bo kakšna druga obremenitev zopet pojavila in jim bo dvigala stroške. Naši delodajalci potrebujejo stabilne pogoje gospodarjenja in to je ena od stvari, bi rekel, ena od temeljnih stvari, ki jih ta socialni sporazum vsebuje. Vsebuje torej zavezo vlade, da se davki in prispevki v naslednjih 2 letih ne bodo povečali. To, da se ne bodo povečali, pomeni, da se bodo lahko bolj smelo ukvarjali z svojim poslovanjem, z tem, kaj se dogaja na trgu, z svojimi poslovnimi cilji, da bodo lahko naprej planirali, kakšni bodo njihovi stroški. Enako velja za plače, da je to znan strošek dela. Torej, to je manjkalo doslej in to je bil eden temeljnih problemov, zakaj tudi to, zakaj nismo bolj konkurenčni, bolj smeli in zakaj je zmeraj tisti strah. Kot naprimer, vemo, da se bo seveda, da se bo uvedel davek na nepremičnine. Ali ga bo zopet nosilo gospodarstvo? Ne, gospodarstvo to pot ne bo tisto, ki bo dodatno obremenjeno s tem davkom. Enako velja seveda tudi za vrsto drugih rešitev. Mi torej tukaj nismo iskali kompromise. Mi smo iskali rešitve, ki so znotraj naših izhodišč, ki smo jih predstavili vladi in seveda tiste rešitve, za katere verjamemo, da jih potrebujemo na različnih področjih. Tudi to, da se v zdravstvu prispevek ne bo dvignil v naslednjih letih, to je za nas pomembno. In seveda tudi, kako naj se razvija zdravstvo, kako naj se razvija šolstvo, če hočete, kaj bo z vajeništvom. Vse to so tiste naše zahteve in pričakovanja, ki jih ta socialni sporazum vsebuje. Zaradi tega mi to ne gledamo kot kompromis, ampak kot dogovor, ki ga bomo ves čas spremljali in si seveda prizadevali, da se bo v največji meri tudi realiziral. Jaz pričakujem, da je to samo eden v nizu socialnih sporazumov in da bomo naslednjič bolj hrabri in da se bomo lahko dogovorili za več kot 2 leti in na ta način, bi rekel, tudi za daljše obdobje naredili bolj stabilne pogoje poslovanja, ki se ne bojo nenehno spreminjali, kot se bojo spreminjali ali ministri ali vlade. To je tisti naš osnovni cilj. Jaz upam, da smo ga dosegli, prizadevali smo si, tako socialni partnerji kot vlada in seveda moram zelo jasno povedati, pričakujemo, da bodo naši organi upravljanja podprli ta dogovor in seveda, da bo prišlo tudi do podpisa. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Meh, gospod Anka. Ja, hvala lepa. Tudi v mojem imenu danes z parafiranjem tega socialnega sporazuma mislim, da je neko prelomno obdobje, da lahko sedemo za isto mizo, tako sindikati, tako vlada kot delodajalci. In če še imamo tako različna stališča, smo tudi ta različna stališča zbližali oziroma se dogovorili. Nekaj so popustili sindikati, nekaj smo popustili mi, ampak mislim, da smo ohranili tiste ključne, kar je
pomembno za slovensko gospodarstvo zadeve ohranili, da ne obremenjujemo slovenskega gospodarstva več z raznimi davki, z raznimi prispevki in seveda tisto, kar je bilo za nas sporno, smo tudi dali iz tega socialnega sporazuma. Jaz mislim, da to, kar smo danes dosegli, da smo parafirali ta socialni sporazum, da bi lahko nadaljevali tudi v bodoče. Seveda, če želimo dobro slovenskemu gospodarstvu, je to edina pot, da se pogovarjamo, da se dogovarjamo in da imamo neke skupne sklepe, da s tem tudi potem je to tudi zavezujoče za vse strani in da tako tudi nadaljujemo. Če bomo nadaljevali po tej poti, potem verjamem, da bomo lahko v slovenskem gospodarstvu zopet zaposlovali in da bomo to gospodarstvo pripeljali iz krize. Seveda, ta socialni sporazum, kateri je danes parafiran, mora iti na naše organe. Ampak jaz mislim, da bodo organi tu tudi potrdili. Jaz sem sicer imel sklep našega upravnega odbora prav v eni v točki, katera je bila sporna za malo gospodarstvo in sem vesel, da so sindikati razumeli, da to bi dodatno obremenilo slovensko malo gospodarstvo in da smo se to dogovorili, da je to izvzeto iz tega socialnega sporazuma. Jaz želim si samo to, da je to, kar danes zaključujemo, da parafiramo ta socialni sporazum, da se še tudi na drugih sestankih ali na SSE-ju nadaljuje, da se dogovarjamo in da nismo vsak sebi. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Jaz mislim, da si Slovenija zasluži stabilnost in zato je potreben socialni mir. Dokument, ki je pred nami, ki je bil danes parafiran, je pravzaprav največ, kar smo uspeli izpogajati, kljub temu, da smo imeli na vsaki strani bistveno večje ambicije, kot je v tem dokumentu. Vendar je to velik napredek na tripartitni ravni, kar se ni dogajalo že nekaj let, na bipartitni smo bili bistveno bolj uspešni na kolektivnih pogodbah in tudi pomemben korak vnaprej. Mislim, da je zaupanje tisto, ki je bilo res skaljeno v zadnjem času zaradi takšnih in drugačnih dogodkov, kar pa je treba seveda pozabiti v dobro nas vseh. Kar si pa zelo resno želim je, da bo ta socialni sporazum upoštevan pri vseh treh socialnih partnerjih, tudi pri njegovi izvedbi. Namreč danes smo podpisali nek dokument. Želim si, da bi ga upoštevali tudi v vladi, predvsem pa v državnem zboru, ko bodo obravnavali zakone, na katere napotuje ta socialni sporazum. Jaz moram reči, da v preteklosti ni bilo vedno tako in upam, da se ga bodo tokrat res držali vsi. Poleg tega socialnega sporazuma si želim tudi to, da bi tudi izven tem, ki so predmet tega socialnega sporazuma, dosegli na bipartitnem ali tripartitnem nivoju, se pravi, tisti del s sindikati ni tako problematičen, je pa manj na tripartitnem, za aktivnosti, ki so izven tega sporazuma, da bo dialog tisto, kar bo vodilo in usmerjalo slovenski razvoj in stabilnost in da bo čim manjkrat uporabljena kakršnakoli sila, prisila ali vplivi. Zdaj, zelo hitro bomo videli, če smo vsi socialni partnerji, ki smo podpisali ta socialni sporazum, res to storili brez fige v žepu in da ne bo treba na koga kazati, da je to podpisal s figo v žepu. Ta dokument jemljem kot in podpis tega dokumenta kot veliko odgovornost, ne samo za podpis, ampak tudi za njegovo izvedbo in za trud v skupne aktivnosti, ki bodo zagotavljale nova delovna mesta, zmanjšale tudi socialno razslojenost in povečale razvoj, pa da ne govorimo o tem, tudi povečale perspektivne možnosti mladih. Hvala lepa. Zahvaljujem se vam, ker ste
doseganje svojih ciljev pri minimalni plači, skratka, da ne bi Ja, ja. naprej. Pa me zanima, kaj to v kontekstu morebitnih protestov, Glejte, mi da zaradi socialnega sporazuma tega ne bo. Mi vemo, da je en izmed največjih krivic, kar se tiče minimalne plače, prav ta, da je znesek minimalne plače tisti, ki je enak, tudi če delaš po noči, delaš v nedeljah, delaš med prazniki. Mi smo želeli, pričakovali, da bi s tem socialnim sporazumom odprli pot teh sprememb, ampak zato je potrebno soglasje. Soglasja žal tukaj ni bilo. Socialni sporazum absolutno ne preprečuje nadaljnjega prizadevanja sindikatov, da bi dosegli ta cilj. Na različne načine. Navsezadnje nihče ne more preprečiti niti ta socialni sporazum sam po sebi, ne, uveljavljanje nekaterih pravic, ki izhajajo iz ustave. To je pravica do stavke, pravica do ne vem česa. Ne. Ampak nočem ta trenutek z nekimi grožnjami, pa ne vem kaj pospreme ta dokument. Pomembno je, da imamo sindikati v nadaljevanju za dosego tega cilja prosto pot. Ja, to je pomembno. In te proste poti se bomo zagotovo posluževali. Če smem dopolniti tukaj, gledajte, porabili smo 16 krogov pogajanj, porabili smo zelo mnogo časa za to, da smo se dogovorili. Za spremembo smo se dogovorili drugače, kot je potekal dialog. Kajti socialni dialog, ki je potekal predvsem in samo pred kamerami in zmeraj parcialno v interesu posamezne organizacije ali pa še samo dela, prav gotovo ni tisto, kar je vodilo k osnovnemu cilju, vsaj cilju, ki ga zasleduje Združenje delodajalcev Slovenije. In ta socialni sporazum se za spremembo vseh prejšnjih pogajanj v zadnjem času ni dogajal pred kamerami, ampak v tem prostoru. In takšen, kot je rezultat, ki smo ga danes podpisali, ne govori o eni spremembi, ne govori o parcialni spremembi enega, ki je bil tisti trenutek nekaj sekund več pred kamero. Ampak govori o moralnih zavezah, govori o nekem stabilnosti gospodarjenja, govori o tem, kako si predstavljamo socialni partnerji in vlada naš izhod iz krize. Kakšen je odnos do posameznih reform, kje vidimo rešitve in na kakšen način jih bomo izvedli. Res je, da čaka najtežji del, tako vlado kot nas, da bomo to tudi udejanjili. Ampak razlika od tega je, da ne gre samo za pozivanje, koliko sekund bo kdo pred kamerami, ampak kako si bomo vzeli dovolj časa, da bomo na osnovi argumentov, predvsem pa v imenu tistih, ki jih zastopamo, z naše strani tako naših članov, kot tudi vseh Slovencev, poiskali rešitev, za katero bomo vsi verjeli, da je izhod iz krize. To je razlika. In seveda nihče tukaj ni govoril o tem, kdo sme štrajkati, kdaj ne sme štrajkati in kolikokrat se bo pojavil pred kamerami, da bi dosegel svoj parcialni trenutni cilj. Tudi danes ne razumel, da se znamo pogovoriti, da se znamo dogovoriti o nekih spornih zadevah, kar pa moram reči, da tudi mi, delodajalci, mi mali, mikro in mali podjetniki, tudi mi lahko organiziramo proteste. Samo mi pač nismo k temu nagnjeni, želimo, da se pogovorimo z ministrstvi, tistimi inštitucijami, kateri pač so zadolžene za nas, da spoštujejo zakonodajo, tako tudi jaz računam, da bodo tudi sindikati dokončno videli, da zgolj niso protesti tisti, kateri lahko pripeljajo do tega nekega sporazuma, ampak zgolj pogajanja in pogovarjanja in pogovor, to, kar smo tudi danes dokazali. Če lahko morda
Poglejte, to, da smo danes parafirali ta sporazum, pomeni, da smo se pripravljeni pogovarjati in da smo se dogovorili o ključnih smereh sprememb v naslednjih 2 letih. Nismo se dogovorili o vsem, o minimalni plači se nismo uspeli, ampak pomembno je to zaupanje, ki smo ga zgradili. Normalno, da je od vsake organizacije ima pravico svoj legitimen interes dosegati na vse mogoče načine. Ampak v duhu zaupanja in ob zavedanju, da samo skupaj so lahko tiste rešitve, ki so dobre za državo kot celoto. In pomen tega podpisa danes je predvsem to, da smo se mi ob tem zavedanju, da ni dobila Združenje delodajalcev, Obrtno-podjetniška zbornica, Zveza svobodnih, Pergam, kdorkoli vse, tudi vlada je na marsičem popustila, se umaknila, pristala na kompromis. Gre za to, da smo dogovorili to, da je nam pomembno, da sedimo za mizo, da se ne pogajamo pred kamerami, da tukaj za mizo v dialogu, da poslušamo drug drugega. In tudi, če nismo uspeli zapisati področja o minimalni plači, smo se pogovarjali, smo se slišali in o tem lažje prepoznamo problem enih in drugih in to bo tudi vodilo, da bomo poskušali tudi naprej iskati v soglasju z vsemi socialnimi partnerji. Ker ključ je tudi tukaj, ko danes sedimo, je to, da ni več poti tako, kot je bilo v preteklosti, drug proti drugim, vsak maksimizira svoj interes. Na koncu je interes države kot celote. Mi vsi skupaj moramo najti tisto točko, v kateri se lahko strinjamo in gremo naprej. In jaz osebno vidim največji doprinos socialnega sporazuma v tem. Pred leti se v prvih točkah, se v ciljih nismo uspeli dogovoriti. Danes smo dogovorili o skoraj 140 ukrepih. Dogovorili smo vsa ključna področja in za vsako ključno področje tudi cilj, kam želimo priti. In to vsi skupaj, ne drug proti drugemu. Normalno, nobena, tako kot zakon ni idealen, tudi ta podpis ni idealen. Ampak to je, da se strinjamo in predvsem pomembno, tako kot je tudi gospod Smole izpostavil, to, da verjamemo v socialni dialog. Ker socialni dialog se kaže in največji doprinos je dejansko podpis socialnega sporazuma. Vse ostalo, ekonomsko-socialni svet je pomembno, pomembno so kolektivne pogodbe, vse to je pomembno. Ampak dejansko na ravni države, ta tripartizem je pa to en akt, ki je na neki ravni najvišji, tako kot je koalicijska pogodba med strankami, ki prevzame odgovornost za vodenje države, smo tu dali roko tudi socialnim partnerjem in skupaj smo podpisali ta socialni sporazum. In vsekakor je to zaveza vlade. V smislu, vladi je v cilju, da predlaga rešitve, ki so usklajene s socialnimi partnerji. Ker edino usklajene rešitve, ki ne prinašajo nemirov, so seveda tudi pomembne za državo kot celoto. Tako da res iz tega vidika je predvsem pomen današnjega podpisa parafiranja tega socialnega sporazuma, ki je pred vami. Sem že to povedal. Dialog je družbeno koristnejši kot vsako nasilje, verbalno ali drugačno. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Hvala. Prihaja, to vsi trije so. Še čakamo Jožika pa.
je to pogodba. Samo lahko umaknete, da ne bo Dober dan še enkrat vsem skupaj, predstavnikom medijem. Torej, kot smo napovedali in kot ste seveda sami kar nekaj časa spremljali, so danes socialni partnerji zaključili 16